Tanja, pozdravljeni, nahajamo se v Pepinem vrtu. Nam zaupate osnovno zgodbo Pepinega vrta in kje je Pepin vrt bil in kako je nastal? Ja, naš Pepin vrt je nastal nekje leta 2012 oziroma 2011 in sicer z ene velike želje, da bi sodelovali v Londonu na razstavah Kraljevega hortikulturnega združenja. Moj mož, Borut Benedejčič, je zelo naivno si predstavljal, da pač na to organizacijo pošlješ prijavo s svojim vrtom, svojo idejo in da te pač sprejmejo. Midva sva že prej več let zapored obiskala te razstave in Borut je kot agronom in kot oblikovalec vrtov bil fasciniran, jaz pa kot laik še bolj. In on je rekel že prvič, ko smo obiskali London in razstavo Chelsea, da on bo tudi imel enkrat tam vrt. Meni se mi zdelo to utopija. V glavnem so nas potem iz komisije za izbor vrtov na Chelsea prijazno obvestili, da sicer super, da je projekt zelo lep, da pa ne moremo sodelovati v Chelsea, da lahko pa sodelujemo na Hamptonu. To je razstava Hampton Court, ki je tudi že preko 50 let stara razstava, je največja razstava Kraljevega hortikulturnega združenja in je malo izven v sedmi coni Londona, na krasnem posestvu kraljeve družine. Seveda, po prvem razočaranju smo začeli popravljati naš načrt, zato ker si je Borut takrat zamislil pač vrt v maju in vrt v maju seveda izgleda drugače kot vrt julija. Tako da smo pol te rastline in izgled in pač velikost posameznih rastlin prilagodili in začeli pripravljati projekt za julij. In ta Pepa se nam je pa kar pojavila kot ideja, zato ker vrt, ki ga predstavljaš na teh razstavah, mora zmeraj za sabo nositi zgodbo. Se pravi, mora stati tudi ne samo kot dizajnersko zasaditveno, pač pa tudi z zgodbo. Se pravi, da na kvadraturi 4x5 metrov, kolikor smo imeli na razpolago, mora biti pravilno razmerje trdnih, rečejo oni, se pravi elementov, ki so fiksni in zelenih delov, prav tako mora skozi rastline in skozi postavitev vrta biti razvidna zgodba. In ker tukaj si ne moremo nekako predstavljati, da bi tu bil vrt neke družine ali pa da bi to, ne vem, bil park, kar ni, si je potem Borut zamislil Pepo, to staro gospo z velikim znanjem, spoštovanjem in ljubeznijo do krasa in tako sva poistovetena s to Pepo, da smo jo zagrabili in jo uporabili in nas od takrat naprej kar spremlja. Super. Če pogledamo rastline, tudi rastline so z kraškega področja, rastline, ki rastejo v okolici. Ljudje, preprosti ljudje so te rastline prinesli k svojemu domu, jih uporabljali, vidimo razne elemente rastline. Koliko je bilo teh rastlin, da so naredile zgodbo Pepinega vrta? Jaz mislim, da smo imeli med 40 in 50 različnih rastlin na vrtu. Zdaj to je replika vrta, ne? Če pogledamo, v bistvu to je vrt, ki je tukaj kot razstavni eksponat in jaz zmeraj rečem, da mu manjka Pepa. Zato, ker če bi tukaj bila Pepa, bi teh rastlinic bilo dosti več, ker bi bile z ljubeznijo negovane, tako pa so ostale morda te, ki jim bolj ustrezajo ti pogoji, taki bolj neusmiljeni. Drugače pa je bil velik zalogaj odpeljati vse te rastline, saj jih je bilo za en velik kamion. V bistvu smo mi prvič v London na Hampton Court za postaviti Pepin vrt šli z dvema velikoma tovornjakoma, šleperjema in na enemu so bile rastline, na enemu pa kamniti elementi in vas drugi potreben material. Saj smo s sabo peljali tudi zemljo, pesek, skrle, vse mogoče. Tako da v bistvu rastlin je bilo ogromno, res. Če povzamemo, koliko časa je nastajal ta projekt, koliko časa se je zgodba gradila na samem tekmovanju in koliko časa je bilo v končni fazi potrebno, da ste rastline spet pripeljali domov in tudi ostale elemente? V bistvu smo mi
celotno zgodbo Pepe začeli že zagotovo enkrat 2007. Se pravi s prijavo, z idejo, z načrtom. Kasneje, ko se je pač ta prijava tudi potrdila in ko smo dobili zeleno luč, da lahko pač tudi dejansko začnemo s pravimi pripravami, se je to samo še pospešilo. Se pravi, da smo v bistvu 2 leti intenzivno delali na vrtu, zato ker smo iskali vsak posamezen element tudi dejansko v stavbah in hišah Krasa. Od naprimer barve fasade. Mi smo obiskali nešteto vasi in starih domačij, da smo vse te detajle si pogledali. Od te, naprimer, vidite črte, ki je bila v veliki večini, ne boste verjeli, vijolična. Morda zato, ker so jo povlekli z tropinami, se pravi z barvo tropin. Do tega, da je bila ta koruzno, rumeno, oranžna barva uporabljena za fasade, stare fasade, govorim, zato ker kraška hiša je zmeraj imela umetano fasado in nikoli niso bili kamni ven. Do, naprimer, barv lesa, ki je ponavadi zmeraj bil v tem zeleno-turkizni barvi. V bistvu smo vse te detajle raziskovali dlje časa. Tudi to, kako so naprimer v starih zapuščenih hišah, kamor se pač to še vidi, ne, ker zdaj, če je hiša že nova in da so uporabniki dnevno tam in da je pač dosti drugih elementov, pa se izgubijo ti stari elementi. Se pravi, v starih zapuščenih domačijah smo opazovali, katere rastline so bile uporabljene na borjačih, kje se pojavljajo lokacijsko. Naprimer, zelo zanimivo, da smo ugotovili, da so gorečke, se reče po kraško, uporabljali zmeraj pod okni, ki naj bi odganjale komarje, ne. Bolj, naprimer, da so zmeraj imeli pri vhodu leviš, ki so ga ženske potipale in povohale oziroma nosile v robčku ali pa v molitveniku, do tega, da se je uporabil špargelj, zato da se je zaprlo kakšen prostor, se pravi v tem primeru okno v klet, da niso miši hodile. V bistvu take zelo uporabne zadeve, ne. Do tega, da naprimer je zmeraj mogel biti latnik, tudi naprimer naročiti trto veliko, odraslo na latniku. To je kar zalogaj, tega ne dobiš kar tako. Na koncu smo mi v bistvu na eni zapuščeni domačiji trte izkopali, ker so nam domačini dovolili. V bistvu je tle vladala takrat pri pripravah prav ena evforija. Ko so ljudje izvedeli, da hodimo okoli in da raziskujemo, so nam kar ponujali. Pa mi imamo eno, ja, pa mi imamo eno, ko so izvedeli, so pa vsi bili ponosni. Je vsem bilo pri srcu, da nekaj, kar ti imaš in kar v bistvu do zdaj nisi prepoznal kot vrednost, kar naenkrat pa je vredno in iskano, no. Če lahko zaključimo, se pravi, v Pepinem vrtu je dejansko zbrana vsa kraška dediščina. Ja. Poleg Pepinega vrta pa ste ustvarili še nekaj ostalih vrtov. Ja, poleg Pepinega vrta, ki je bil res velik zalogaj, zato ker so v bistvu dejansko nam ljudje iz svojih dvorišč in svojih domačij odstopali elemente. Naprimer, vodnjak, sicer ta je replika, ima original vodnjak, smo mi, kot zanimivost naj povem, mogli podrti en zid, ker je bil ziden v eno stavbo, tako da smo ga izkopali ven in rešili pred pozabo. Kasneje smo imeli manj dela, zato ker smo na drugem vrtu predstavljali, tu pa je že bila Chelsea, zato ker smo z zlato medaljo na Hamptonu dobili vabilo za sodelovanje na Chelsea. In smo takrat predstavili kraško gmajno. In se pravi, kraška gmajna itak je naša, tako da v bistvu ni bilo več potrebe po sodelovanju tako velikega števila ljudi. Smo pa povabili k sodelovanju mojstre suhozidarstva, tako da smo v bistvu imeli spet eno ekipo tako strokovno, ki nam je pomagala. Se pravi, nadaljevanje kraške gmajne pa je potem projekt? Še vodnjak, se pravi water station, vodna postaja, ki predlaga, da bi v urbanih naseljih namesto običajnih pitnikov, kamor človek samo beži mimo, postavili vodne postaje, se pravi prostor, ki je zelen, umirjen, lahko tudi majhen, samo ponuja še, poleg tega, da si lahko natočiš vodo, tudi eno klopco, nekaj, da se lahko umiriš malo in si oddahneš od dneva. Hvala za vaše izčrpne razlage. Zagotovo je Pepin vrt tista zgodba, ki vas bo navdušila, da obiščete Dutovlje in se ga tudi sami ogledate.